Ljudje in ljudine, poslušate 245. epizodo 8. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, osamljeni brezvezniki, odporni na družbo, smo, tako kot je prav, Mito Gegić, Servus, Igor Har Yo. in Aljoša Harlamov. In po dolgem času je z nami spet tudi Slavko Jerič, športni novinar, podcaster, pisatelj, eden bolj prijaznih ljudi, šampion številk. Živijo, Slavko. Živijo. Kako si? Odlično. Odlično. Vsako jutro odlično, sploh pa ponedeljek dopoldne. Resno, in to je iskrena izjava. Okay. Ja. Tebi celo verjamem. Ker imaš tako rad številke, ti bom seveda postregel s 5 epizodami, v katerih si do zdaj gostoval, in sicer 49 in 53, se pravi samo 4 epizode narazen. Potem smo skočili v 76, potem smo iz 76 skočili v 134 in 144 in zdaj 100 epizod pozneje. Živijo, Slavko, skratka, še enkrat. Živijo, ne 100, 101 epizoda. To je zelo pomembno. Aljoša, nisi edini, ki si se pripravil pri številkah. Aha. Pogledal sem prejšnja epizoda, kot si omenil, številko 144 je išla 10. januarja. Če to zapišemo, imamo 101 in res je to torej 101 epizoda pozneje. Oh, wow. Glede na to, da smo danes glede na to, da smo danes 2. februarja, to pomeni, da pričakujem lahko novo povabilo čez 202 epizodi, ki bo, glede na to, da v tem času, seveda sem si pomagal, izdajate epizode v povprečju na 11 dni, pomeni, da se spet slišimo 20. marca 2032. Upam, da ne bomo v planici. Ja? Ok, to je kar hitro, ampak mogoče te pa res povabimo že. Bom videl. Da, bomo dali v koledar. Današnja epizoda je posvečena seriji Pluribus, ki je izhajala med 7. novembrom in 24. decembrom in si jo lahko še vedno gledate na pritočniku Apple TV, ki je izgubil svoj plus. In dobil barve. Sjajno. Opozoriti velja, epizoda bo vsebovala romance o piratih, atomsko bombo in kvarnike. In zdaj nekaj združevalne glasbe. Ok, Pluribus, skratka danes delamo, žanr imamo ZF srhljivko, postapokalipso, invazijo nezemljanov in utopijo ali pa distopijo. To se bomo danes pogovarjali, kaj to pravzaprav je. Ustvarjalec serije je George Vincent Gilligan Jr. Ni Gilligan. Ja, ne Gilligan. Gilligan Jr., to zato, ker začnem kar brati in pol, kar ne preberem celega, ampak kar začnem vseeno. Ki ga poznamo po serijah Breaking Bad, tiste, ki ste gledali to majhno serijo že 100 let nazaj, od 2008 do 2013, do Madonna, res? Ok. In odvodu Breaking Bada Better Call Saul, ki je bil celo better zame. Tudi zame. No, super. Sicer pa je napisal, režiral in produciral tudi nekaj epizod serije The X-Files in soustvaril odvod The Lone Gunman, za tiste, ki ste tudi to gledali, jaz sem. Ja, tudi jaz, ja. Je bilo še kar zanimivo, rečemo temu tako. 9/11. In pa, ja, tle sem si še zapisal, da je Rhea Seehorn končno dobila zlati globus, ki se je pri Better Call Saul neznansko ves čas izmikal. Drugače pa ja, Rhea igra Carol Sturko, ameriško pisateljico romantazije, ki preživi združitev in išče način, kako jo odpraviti. Poleg tem imamo še Karolino Videro, kar se mi zdi zelo lep primek, Carlosa Manuela Vesgo, Samba Shoot, skratka, kar nekaj je še večinoma neznana zasedba, če odštejemo skratka glavno junakinjo. In zdaj bomo seveda prišli na obnovo, ki je v domeni našega Igorja. Igor, lepo prosim, povej nam, o čem gre. Prva sezona za tiste, ki so nehali gledati po 2. epizodi, ker se mi je vleklo. Torej, Carol je srednje uspešna pisateljica romantazij in na začetku srečamo, kako promovira svojo novo knjigo v podpori svoje menedžerke in skrivne partnerke Helen. Zdaj malo moram reči, da to mi je sicer malo bizarno, ker so fani romantazije izredno odprti na vse take zadeve in bi to sprejeli, ampak razumem, da neki pač plod.
Albuquerque, whatever. Ampak to ni bistvo, bistvo je, da je konec sveta. Vesoljski virus okuži ljudi v raziskovalnem centru, kjer ga testirajo in se organizira in z enim klicem razširi na celo človeštvo. Z izjemo dobrega ducata ljudi, zdaj Angleži temu rečejo pekarjev ducat, ker je 13. Ne vem, zakaj so pekarji dali eno več zraven včasih. Ali... Ja, po moje je to tako, kot te v mesnici vprašajo, alah, 20 dek več. Ja. In pač junakinja je med temi imunimi, vsi ostali pa so zdaj eno in živijo po določenih postulatih, ne ubijajo in nikoli ne lažejo in vegani so in še to niti ne, jejo, kar pade na tla. In Carol jih hoče ustaviti, bolj manj vsi ostali pa, ko se pač srečajo, niso navdušeni nad tem, da bi jih vstavili, eni se celo hočejo pridružiti, drugi pa bi radi izkoriščali privilegije. Carol se zbliža svojo varuško Zošo, ki je izbrana za njo bila, ker je videti kot ženska različica junaka njene knjižne serije. Potem vmes pač jo izolirajo Carol, zato ker postane invazivna s svojim iskanjem načina rešitve. In na koncu sezone združi moči z Manusosom, ki je ugotovil, ki pač ima tudi bi rad ustavil vse skupaj, no on je pa ugotovil, da oni komunicirajo prek radijskih valov in Carol si nabavi atomsko bombo. Tam jo poslovimo od nje. Ok, hvala Igor. Ja, to je prva sezona. Mogoče preden začnemo s tem, kako nam je bila všeč serija, eno seveda vprašanje, ki logično izhaja iz premise te serije. Kaj bi naredili, če bi se to zgodilo vam, da vsi ostali, skratka, vsi mi ostali ratamo eno, vi pa z redkimi izjemami ostanete sami na tej zemlji? Kaj bi bila vaša prva misel, poleg tega, da je treba stvari vrniti nazaj v kaos, v katerem zdaj živimo? Slavko? Torej, hočeš reči, da se ne zadržujem, da ne povem iskreno, kar si želim? Tako povej. Torej, ne to mir na svetu, ki to že prenaša, to stanje. Ja, najbrž bi si želel, zdaj čisto iskreno, da bi bil pisatelj. Okay. S tem dodatkom, kot vidimo tega lika iz Mauritanije, da gre vse po njegovem želju, torej, da bi ti ljudje, ti poenoteni, ti drugi, da bi pač brali moje knjige. Sam je problem, ker sam eden je dovolj, da prebere. Pol vsi vejo. Ja, ampak gled se tudi v uni igri, ki so igrali v Las Vegasu, aka James Bonda, bi lahko tudi prišli k meni na kakšen knjižni dogodek in bi se res poglobljeno debatirali. Ok. Se zašala malce za res. Dobro, Slavko, dobro bi to izkoristil. Igor, kaj bi ti naredil? Jaz menim, da nam je tukaj že Ivan Cankar dal v redu odgovor. Basically je to plod hlapcev, če smo iskreni. Vse je črno, oziroma vsi ostali zapadejo v neko enoumje. Medtem ko tale Mauritanc ugotovi, da najboljše so pečene piške, je pa glavna junakinja tak en Jerman. Tak da, jaz bi bil tako kot moj vzdevek Kalander in ta roka bi kovala svet. Bravo. Ok, ja. Igor, revolucionar. Mito, ti? Ne vem, jaz bi najemal fuzbal štadione, pa sam gledal tekme. To določa, kdo zmaga. Ja, vse. Tak, Juventus vedno. Ali pa Bayern. Ali pa Drava. Lepo. Drava. Aluminij. Drava lahko v tretji ligi ostane. A bi še sploh bila tretja liga? Če si on tako želi, bi bila. Ja, točno to je. Lepo. Pa vedno bi zgubljal proti neki Polskavi. Absolutno bi zelo grdo izkoristil svoj privilegij. Mislim, da bi bil to upravičen. Ja, jaz sem tudi tukaj, kaj bi jaz naredil. Jaz bi tudi po mojem bi se preselil vnuk ali nekam, pa bi pač tam živel med knjigami, pa kino bi imel čisto sam zase. Jaz bi po mojem vsaj kakšen mesec bi zelo užival. Ti bi bolj Omega, meni se še jaz bi bolj užival v tem, jaz bi rekel pač v radiusu od 3 kilometrov, koliko se jaz premikam, se umaknite, skratka, da ni nobenega nikjer, ampak ja, kakšen mesec pol bi bil pa tako, kot Karl strka, nadrkan skozi. Gledal stare serije, jokal zraven, pil in skušal uničiti svet, tako ali drugače. Živiš fantazijo, kaj? Ja, jaz živim najboljše življenje iz vseh svetov, ali kako smo že temu rekli. The best timeline. Ja. Ok, super. Zdaj pa seveda lahko gremo potem, kako nam je bila všeč serija, prva sezona te serije. Slavko, seveda boš ti začel. Napisal si seveda tudi kolumno, ki jo bomo
delili spodaj pač našim tistim, ki ste tudi na spletni strani, oziroma se to potegne tudi v odjemalnike podcastov, skratka kliknite spodaj in si preberite, ampak Slavko, kako je bila tebi všeč serija? Ja, zelo všeč. Zdaj, če gremo ta prvi krog malce bolj na hitro, ne? Ta serija ima res občutek, da se dogaja nekaj, simbolično se dogaja invazija vesoljcev. Najbolj bizarno ali pa ironično je pa, da teh vesoljcev ni. Torej, ti vesoljci, ti tuji, ti, ki nas hočejo zavojevati, smo mi sami, res da prek nekega radijskega signala. In jaz načeloma zelo ne maram takih filmov groze, neke body snatcher in podobne, ker moj želodec tega, priznam, ne prenaša preveč dobro in zato je nenavadno, da v bistvu v tej obliki je to pri meni izjemno delovalo. In kar je še bizarno, v teh klasičnih serijah je neka groza, nek strah po zavzetju, tukaj pa v bistvu največji strah, lahko rečemo simbolično, prinaša prijaznost. Ne? Zdaj, a si predstavljamo, kakšen bi bil svet, kjer bi bili vsi prijazni? Načeloma si vsi želimo na vseh teh tekmovanjih mis sveta in ne vem kaj vse, prijaznost, mir, ne vem kaj vse te vrednote, ki naj bi veljale. Tukaj pa si zdi, da ti poenoteni ali pa drugi, kakor ti imenuješ, si res želijo tega miru, pravijo, da ne morejo lagati, torej vsaj v tej fazi serije jim to res lahko verjamemo in mi je bil taka prijetna osvežitev, da lahko to dosežeš brez nekih groznih vesoljčkov, plus tega, da je seveda klasična tema, pa da odlično odpira vprašanje na to, kaj smo sploh ljudje, kaj nas žene, kaj si želimo in ta seveda, ko bomo verjetno veliko govorili odnos posameznik primerjavi s celo družbo. Super, Slavko. Mito, kako je bila tebe še serija? Zelo, jaz mislim, da je bistvo eden boljših izdelkov od lanskega leta, da ta sci-fi je zelo psihološko usmerjen, da v bistvu je ta Vince bi po mojem lahko dobil budžet do amena, ker pač že njegov priimek toliko teže nosi, ampak se po mojem zelo kreativno usmeril v bistvu k posamezniku, pa potem kakšen kontrast to naredi, kakšna trenja se zgodijo, ko se posameznik ali trez oziroma drgne ob neko množico ali pa celoto. Predvsem pa se meni, pa bom to vprašanje že zdaj izpostavil, a je bistvo posameznik sploh mogoč, če nimaš nekoga drugačnega zraven, ki je tudi posameznik. To je ena taka zelo dobra sci-fi tema, ki so jo različni ZF izdelki že obdelali, med njimi prednjači predvsem meni tukaj Star Trek z Borgi. In cela sezona, vse tukaj je meni v bistvu tole njeno trpljenje, v spred njeno žalovanje. In to je zelo lep humanistični element v tem. Tako da v bistvu že malo preseže žanrske omejitve in gre skoraj da že v dramo pa art. Tako da ja, zelo. Igor? Ja, mislim, meni se je dopadlo. Jaz sem pač dosti hitro potem ugotoviš, da je to variacija na Invasion of Body Snatchers, ki smo jih videli 56, 87, 78, 92 in 2007 in jaz sem metodično vse pogledal in menim, da je ta skoraj najboljši. Mislim, 78 verzija ima prav horor, ta pa ima zelo filozofske zadeve, pa ni boring za razliko od nekaterih, sploh. Z Sunderlandom ta. Ja, to je tiste z Donaldom Sunderlandom, ki mimo grede na Amazonu je in ta je PG. To sploh ni prav horor mišljeno. Meni je konkretne travme povzročal, ko sem ga gledal. Dost mlad. No, tako da ta element mi je v redu, pa zelo dobra igra je, zelo v redu je, kako zastavi vse skupaj in katere vidike odpira. Se mi pa zdi, da tele alieni ali karkoli vseeno niso iskreni, ker po mojem oni ne morejo vseh teh poskusov delati, da bi ugotovili, kako spreobrniti preostalih ducat, če ne škodujejo nekomu, ali nekje moraš testirati, nekoga moraš ubiti najbrž, kaj takega. Ni nujno. Lahko pač ugibaš, pa probaš, če bo v redu. Lahko veš, Slavka tudi v svoji kolumni omenil, v bistvu tale neka logika množičnega uma, lahko tudi deluje tukaj kot neka umetna inteligenca, ki bi lahko procesirala za oni
morebitne špekulativne različice teh je možno. No, ja, samo... Ne vem, za zdaj v smislu koncepta, ne, to zelo drži, tako da se ne bi strinjal. No, mi je pa zelo vredo, kako ta razlaga, kako se širi in kaj je njihov cilj in smisel in dobra pač variacija na trop von Neumannovih teh sond. No. Ja, jaz moram tudi reči, da tudi mene sezona zelo presenetila. Mislim, gledal sem vse te rajcere, ki jih je Gilligan metal ven, ki so jih metali ven, skratka, in si nisem predstavljal, kaj ta serija v resnici je. Pol je bil na IMDb ta res nenavaden opis tega, kaj se tle dogaja. In me je tudi prvi del zelo presenetil, ker nisem tudi, ne vem, zakaj nisem računal, da bo to tako ZF, neka premisa. Potem pa ja, gre to zelo počasi. Meni je, kolikor skušam pač razumeti, da mnogim gledalcem ni bila všeč zaradi počasnosti tega, se mi zdi, da je Gilligan to pokazal že vsaj v Better Call Saul, ker tudi sem jaz rekel, da je to ena od teh serij, ki jih absolutno moram zdaj pogledati, ko je vsa zunaj, zato ker včasih sem res rabo med sezono pogledati kakšen recap, da sem sploh razumel, kam gre dalje in zgodba je šla res je vzela čas in tudi tukaj Pluribus si res vzame čas, ampak jaz mislim, da je upravičeno, ker prikaže tudi, mogoče kar do zdaj nismo omenili, meni se zelo dotakne ta prikaz neke osamljenosti človeka, ki ne samo, da ostane na nek način sam, zato ker pač je izločena iz tega kolektivnega panskega uma, ampak ostane sama tudi izmed ljudi, ki so ostali zunaj tega panskega uma, ker nihče ne deli njene nezadovoljnosti z trenutnimi razmerami na svetu na nek način in pa pač pokaže tudi njeno v končni fazi neko počasno zapadanje v bistvu to, da tudi sama se ne more povsem izogniti temu, da ne bi na nek način izkoristila situacije, o čemer bomo več pozneje. Moje drugo vprašanje, ki se mi zdi izredno zanimivo zdaj, Slavko svoj kolumni recimo omenja umetno inteligenco, ki se mi zdi zelo taka zanimiva ideja, ampak ja, Igor je omenjal recimo, da je prvi invazija tatov teles iz 56, takrat, ja, razumemo, je svarila proti komunizmu, proti enoumiju, kot ga je kapitalizem videl, skratka komunizem. Potem so sicer bile še kasnejše, tudi 76, verjetno še vedno je lahko ta nevarnost. Ne, v bistvu pri 78, to pač so filmi 70-ih, je paranoja obrnjena proti ameriški vladi in temu, kaj se je dogajalo z zatiranjem protestniških gibanj in vsega tega. Tako da tu je dosti bolj mišljeno, da bo FBI ali pa kdorkoli infiltriral in probal od znotraj uničiti kakršenkoli upor. In različica iz 92. potem pa to prenese konkretno na vojsko, da je Abel Ferrara režiral in različica iz 2007 pa je najbolj podobna temu Pluribusu, zato ker tam tudi izpostavi, kako so v ozadju poročila, kako so konflikti ustavljajo, kako ni več vojn, v Iraku je mir, vsi v Izraelu so si mirovni sporazum sprejeli in se vsi strinjajo glede vsega in tako dalje. In je tudi slow burn, ampak je pa tisti film je pa res počasen in niti Nicole Kidman in Daniel Craig v glavnih vlogah ne uspeta rešiti nič. Ja. Ampak kaj se vam zdi, da ta serija govori, govori kaj o današnjem trenutku? Ker se mi zdi zelo zanimiva preobrat od tega, da danes večinoma govorimo o polarizirani družbi, o tem, da se ne zmoremo zmeniti več niti, a je mleko bele ali zelene barve, če pač rečeš, da je bela, si demokrat, če je zelene, si republikan, kakorkoli. Si fan Star Warsa. Obstaja ta ideja, da smo zdaj kot družba blazno polarizirani, tukaj pa spet dobivamo idejo poenotenja in boja individualnosti proti kolektivizaciji. Kaj govori ta serija o današnjem sodobnem trenutku? A se dotika naše sodobnosti? A se bojimo kolektivizacije oziroma množičnosti? Jaz imam tukaj kar mnenje. Ne, Igor, ne, prosim, ne. In sicer pred časom sem prebral biografijo Davida Lyncha in on izpostavi, koliko je televizija postala izenačevalnik družbe. Da recimo, če so ljudje predtem živeli v enem delu ZDA, pa v drugem delu ZDA,
niso vedeli, kakšna je moda konkretno. In videli so nekaj lahko v revijah, ampak zelo malo. Ne? In eni so oblačili tako, drugi drugače. Polkaj TV vam prišel, so se vsi začeli dosti bolj enako oblačiti. Rečeli s prijateljev, ja. Ja. In mislim, da se je to stopnjevalo in se še stopnjuje in z temi stvarmi, kar tudi Slavko izpostavil tam, AI postaja vse skupaj vedno bolj isto. Ne? In ja, kot družba smo polarizirani, ampak polarizirani smo samo zato, da smo jezni drug na drugega, ne zato, ker bi dejansko hoteli različne stvari. Je pa problem je umetnosti v svetu, kjer vsi hočemo isto. No, to se mi zdi. Okay. Da umetnost potem je tista, ki bi nas mogla rešiti iz tega, se pa jo vedno bolj zatira za to navidezno polarizacijo. No. Ker basically, če vsi se strinjamo, da bi bilo v redu, da planet rešimo, ne? Torej, da je manj pač teh grozljivih neviht in tako dalje, in vsi vemo, kako to bolj ali manj doseči. Ne? Samo pač obstajajo neke ideje, ki niso skladne z realnostjo, in vsi vemo, da bi bilo v redu, da pedofile zapremo, samo ko vsi trdijo, da on drug je pedofil, pol pač s tem polarizirajo družbo. Ampak basically vsi hočemo zapreti pedofile, bodimo iskreni. Kdo ima pro-pedofilija agendo in lahko karkoli naredi s tem? Pred volitvami noben. Ok, Igor, zanimivo, skratka. Ampak ja, zanimivo, se pravi, tebi se kljub polarizaciji zdi, da obstaja neko poenotenje. Kako vidite Slavko in Mito? Ja, kar se zdaj Igor je omenil umetnost, mislim, da se serija tudi tega simbolično sama malo dotika v tistem delu, ko gospa Vidra, Zojša se pač plete odnos s to Carol, našo junakinjo. Zdaj nisem se načel zapomnil, ker že nekaj časa je minilo, ampak ja, nekako namiguje, da oni, drugi ne morejo ustvarjati takih zadev. Ne? In zato toliko bolj uživa, kakorkoli rečemo, v branju takih zadev. Zdaj, Loše, ko si rekel individualizem proti kolektivizmu, bom pa rekel sumo, šport, ja. Ja, ok. Vse smo razumeli, da rabiš nič pojasniti. Torej, sumo, ok. Poslušalci lahko zdaj zavrtijo 3 minute naprej. Ne, v teh dneh sem res slučajno se mal začel gledati pa spoznavati svet suma, športa. Japonska kultura, mislim, da mi to večkrat v tej oddaji vašem podcastu veliko razmišlja o japonski kulturi in tako niti slučajno ne poznam japonske te kulture natančno malo po drobcih, in ko sva s sinom pa z ženo smo gledali čisto malo te odtenke, malo prizorov suma, pa je tam malo ga seveda zanima, kaj to je japonska, kje to je, mislim, se trenira šport, ki prihaja iz te države, ampak malo v tej kulturi. In potem sem tudi razmišljal na faksu, ko smo se učili psihologijo, recimo japonska pa te azijske kulture najbolj se razlikujejo od naše, recimo, kjer je pri nas naj bi bil spredju individuum, posameznik, v Aziji recimo kolektiv, družba, in je bil res zaprepaden mali, ker sva bom porekla, da obstaja beseda karoši. Poznate karoši? In to že kimijo, ne? Nova beseda na japonskem, ki pomeni smrt na delovnem mestu. Ne? Recimo tukaj, in ta je v zadnjih 10 letih res v porastu, sem potem dobil to vizijo v povezavi s to serijo, da res, a si želimo zdaj tudi take družbe, kjer je na prvem mestu samo delo, pa zdaj, če malo karikiram, pa poskusim na to temo, ki se zdaj obravnavamo, prenesne, torej družba, delo, neko širše dobro, kjer recimo posameznik ni toliko v spredju, ne, načeloma si želimo na prvi strani, ko smo rekli, kaj prinaša ta družba, recimo mir, pa skoraj ni smrti, pa tako naprej. A po drugi strani pa, če posameznik odrezan od neke samostojne misli, svojih individualnih ciljev, a temu pa lahko še rečemo človek. Zdaj, mi to si dobro na začetku povedal to primerjavo človek sam, ne poenoten umetnost, ne, zdaj jaz sem v tej kolumni pač mogel malo matematičnih pojmov in sem tam naredil cik-cak, neka sinusna krivulja, ki niha, ne, a pa posameznik je res skozi gre po eni špuri, se nič ne dogaja, se nič ne nauči, ali pa nekdo, ki tudi trpi, pa se veseli, pa z teh slabih trenutkov se kaj nauči. Ne? Se mi zdi, da tak človek, posameznik je bolj človek, kot pa tak, ki gre po nekem defaultu, po avtomatski špuri. Aha, okay.
Dobro, hvala, Slavko. Mislim, da mi to dovolj bil pohvaljen za te podcast. Dajmo še malo pluvati. Dajmo to malo znižati. Ampak Mito, kaj si pa ti tukaj? Kaj bi bila to alegorija česa? Jaz mislim, da serija full odpira in podpira točno takšna branja, kot sta jih Igor in Slavko omenila. Jaz sem tudi že eno omenil, da v bistvu se mi zdi to študija žalovanja. Ja, to je ful pomemben element. Zelo, jaz tudi mislim, prebral sem en komentar, da v bistvu je nekdo komentiral, ne vem, ki že, nima veze, da je Carol zelo hitro v bistvu prebolela, Helen, kar niti približno ni res. To je v bistvu njen celoten lok je, kako se v bistvu soočiti za izgubo njene partnerke. To je eno moje branje. Drugo pa je, da v bistvu alegorija bi lahko bila tudi v smislu kolektivizacije pa vsega tega poprej omenjenega. Mislim pa, da komentira mogoče še eno stvar, je pa hitrost predajanja naših mnenj. Ko si ti v takšno mrežo trotl mreži, se v bistvu tvoje mnenje razgubi, tako kot pač na Twitterju ali pa čemorkoli. In v bistvu tišina šele omogoča premislek, mnenje, akcijo, kreativnost in tako naprej. Ko pa imaš ti tako pohitreno vse to skupaj, ko imaš ti tako instantno predajo, ni možna ne umetnost, ne mnenje, ne človečnost. In tu se mi zdi, da v bistvu to serija zelo dobro pokaže, ker tudi drug samostojen lik, Manosus, ki je zelo drugačen od Carol, definira svojo človeškost najprej na tišini, na izolaciji in šele potem se začne odpirati. Pa tudi kako se on odpira. Slavko, ti si v kolumni tudi dobro omenil noter, da si on ponavlja eno mantro, v bistvu še bolj ponotranja neko besedo, neko mnenje, neko izjavo, ki tudi direktno nagovarja, jaz sem Manosus, jaz bi rad to in to. Se mi zdi, da v bistvu zelo lepo nekako alegorizira ali kako ne rečem, zarisuje, kaj to človečnost pomeni v svetu, ki je izpraznen tišine. Si omenil beseda žalovanje, super zadeva, jaz bi samo še rešil. Rekli smo, da ga ne bomo več hvalili. Ok, dalje povej. Bi samo še dodal besedo ljubezen. Zdaj, kaj si rekel, nekaj me Mito lepo spomnil, da naj bi. Ja, da naj bi. Mito, ja, hvala za tele 5 evrov. Da naj bi učitali seriji, da prehitro pozabi pokojno ženo. Meni se zdi ta širša tema, sem spada, se mi zdi tudi tema ljubezni, ker ta umetna inteligenca, ti ostali pred drugi pravijo, da vse vas imamo radi taki kot ste, spet to. Po ravni črti govorijo, ampak tukaj pri njeni bivši pokojni ženi vidimo res pravo ljubezen, ker jo sprejema tako kot je, z njimi napakami. Potem skozi serijo počasi vidimo, da ima težave z alkoholom, ne vem kaj še vse, in jo sprejme tako kot je, torej z vsemi napakami. Ja, pa Helen dejansko se trudi zelo drugače kot tile troti, v bistvu Carol nekako spravi ven iz tiste njene črne luknje, nezadovoljstvo nad čihtom, pa kdo je v tem trenutku v življenju in tako naprej, ker tile troti, oziroma Zokša, pač je pa zgolj afirmativno v bistvu ponujajo to lažbo, da v bistvu vse ti bomo dali, vse je v bistvu permisivno, vse je ok. Medtem ko Helen se mi pa zdi, da je malo bolj izziva. Jaz še imam eno stvar, da pohvalim Mito, zraven, če že to delam. Zdaj že meni. Dajmo že. Ne, to, ko si prej rekel, da če ni prostora za premislek, ne more biti umetnosti. Jaz si spomnim enkrat, ko smo imeli idejo, oziroma jaz sem jo imel, da bi takoj po enem filmu snemali podcast o tistem filmu, ne vem točno za katerega je šlo, in si rekel, da ne, da po filmu rabiš čas, da reflektiraš nekaj časa, potem ko pač prvič vidiš, in da ni to čas, ko bi lahko snemali takoj in rekli, kako se nam zdi, da to bi pač rezultat bil nekaj plitkega. Ja, mislim, umetnost zahteva tišino, mislim, da to serija tudi celo ilustrira, ko ona Georgia O'Keeffe sliko si sposodi, da rekovajo v svoj dom in si tudi vzame trenutek, da motri tisto. Medtem ko troti pa je pač reče, vse je ok, ti si kar vzam, mi ne rabimo tega. Mi smo to nekako že procesirali, ponotranili kakorkoli. Ja, super, se strinjam s vsem, kar ste povedali. Ja, jaz bi edino... Priključujem se temu, da serija odlično odpira vprašanje, kot je Mito povedal, ker se mi zdi zelo zanimiv, ironičen preobrat. Igor, Slavko sta omenjala umetnost, kako umetnost nastane iz neke individualnosti, k čemur se bomo še kasneje mogoče vrnili.
in da pač umetnost v tem svetu poenotenja sveta ni možna več na nek način in zdaj vsi čakajo Carol, da napiše nov roman. Ampak Carol ni zadovoljna s svojimi romani. Meni se zdi, da so njeni romani plitki, da je tak žanr, formulaičen žanr izpraznja neke vsebine. In to se mi zdi izredno smešno, ker vendarle odpira pač neko vprašanje, kaj sploh tudi umetnost je ne nazadnje, ne? In kako oni tudi v resnici ne razumejo umetnosti in tudi to čakajo na njo, ker bojo zadovoljni z njeno knjigo. Jasno. Nihče ne bo rekel, da je slaba knjiga. Ne? Oni tudi niso zmožni nekega kritičnega mišljenja. In tukaj je meni tisto, kar sem na začetku malo provociral, je to utopija ali je distopija, ne? Ker absolutno seveda ni utopija. Jaz mislim, da tisto, kar ključno, kar manjka, pa mogoče še danes nismo omenili, je seveda volja. Ne? Prostovoljnost, neke odločitve, da se ti pridruži skupnosti ali pa ne. Ti si lahko del neke družbe, lahko imaš prijatelje, lahko si, ne vem, prijazen do ljudi, ampak prijaznost je vredna samo nekaj, če se ti odločiš za prijaznost. Če pa ti nimaš izbire, če si pa ti prijazen, ker pač ne vem, ker pač si v nekem kolektivnem umu, ker ti nimaš nobene individualnosti, je pa to nična prijaznost. Zame je tudi neizbira vojne, ker ti nimaš nobene izbire, ni enako vredna, kot da ti ne izbereš vojne z voljo, z vlastno voljo. Ne? Ja, to mislim, da... A smem? Ja, seveda. To ta Koumba v bistvu ilustrira preko vsega. Mislim, da je precej ogabno ilustrira. No? Ja. Ker to je prej v avto, ko sem se pelil, sem prav razmišljal. On pervertira samo pomeni ja. Ker v bistvu on vpraša na te trote, a sem vam kaj naredil, vse ste vse privolile, vse je ok. Ta konsens spridi do amena, zato da ima lahko on hedonistične žurke. Tako ni konsenza, če ti nimaš volje. Ne more biti konsenza. In tukaj seveda na koncu tudi Karl Strka malo zapade v to foro, ker seveda tudi njen odnos z Zošo prestopi neko mejo, ker Zoša seveda nima izbire v resnici. Zdaj, mogoče se bo, ne vemo, kaj se bo še izkazalo, mogoče ta panski ni 100-odstoten, mogoče so tu neke stopnje tega, ampak ta trenutek mi tega ne vemo in njen pač ta, da zdaj pač spi z njo ali kakorkoli že, je seveda, jaz mislim, da absolutno prestop nekega in je ne nazadnje, ampak čeprav je človeško zelo razumljivo, ne? Ker je seveda Karol zelo osamljena, zdaj je res izolirana v tem svetu, tudi oni jo zapustijo na neki točki in res ne vidi živega bitja, ampak meni se zdi izredno zanimivo, kako skratka serija odpira vsa ta imenitna vprašanja, ne? Za katere jaz mislim, ker jaz sem socialist, jaz verjamem v to, da moramo biti kolektiv, da je fino, da ne bi bilo vojni, vse to verjamem, ampak samo, če lahko v to stopim kot individualen človek, posameznik. In mene je tudi v resnici, zato, če ste kdaj brali Dantejevo, recimo božansko komedijo, ne, zakaj je res recimo zelo težko sem veren, ker ljudje, ko govorijo o nebesih, včasih govorijo o neki vrnitvi k nekim energijam in Dantejevo nebesa so zelo točno tak moment, neke kolektivne enoumja, ki se meni zdi grozno. No? Jaz ne morem tja iti in, Bog, ti si tako velik, super si, the best. Jaz bi vsake torej cajt rekel, Bog, kaj pa uno, kaj pa AIDS, Bog, kaj pa rak, otrok, Bog. Mislim, da Bog tebe tu in neče med zbili. Jaz tudi mislim, da sem raje v peklu, kjer smo vsi trpimo vsak zase. No? To se mi zdi boljš. Ampak, tudi tukaj na tej točki lahko mislim, da rečemo tudi kakšno toksični prijaznosti. Ne? Jaz sem Slavka prej malo hecal, da je zelo prijazen človek. Mislim, hecal. Res je prijazen človek, kar se tudi danes vidi, kako hvali Mitota. Ampak vsa ta neka ideja prijaznosti, jaz mislim, da tudi tukaj v tem, kot vidimo v tej pluribusu, malo spominja na tisto, ko recimo ljudi, ki ne vem, zbolijo za rakom, ti nekdo reče, to je pa tvojega negativnega mišljenja, ti moraš misliti pozitivno, bodi ne vem, borben, ne vem kaj. In se mi zdi da na nek način živimo po eni strani zelo v nekem takem svetu, kjer ne vem, ljudje verjamejo raznim gurujem, spletne komunikacije, motivacije, ne vem kaj, ki nas skušajo pač prepričati, da vse je v redu, vse je v tvojih rokah. Jaz pa mislim, da ta serija kaže tudi ne nazadnje v letu 2026
Čekaj, to je zdaj 2025, hvala mi to, mislil sem seveda lansko leto. V letu 2025 mislim, da je bila, Igor, to, kar si ti pregovoril, zelo veliko poenotenje glede genocida v Gazi, pa vendarle ga prvič nismo preprečili, niti naših vlad nismo uspeli prepričati, da ne vem, da naj ne sodeluje z Izraelom do konca. No, našo smo koliko toliko. In koliko toliko, ja. UEFA ni izločila Izraela, Eurosong se je raje odločil, da tiste države, ki protestirajo proti Izraelu, ne bodo nastopile, kot da bi eno državo vrgel ven. Se mi zdi, da smo vsi imeli nek občutek nemoči, da se je res jasno pokazalo, da naši politiki, ne glede da jih imamo zelo veliko večino politikov, ki trenutno vladajo v Evropi za populiste, pa ne samo v Evropi, v svetu, za populiste, da ima populizem svoje meje. Da je zelo malo bilo politikov, ki bo rekel, zdaj bom pa jaz bom pa proti Izraelu, zato da si bom nabral volilne točke. Ker preprosto so v ozadju neke sile, ki jih včasih tudi ne razumemo, včasih pa čist jasne ekonomske, vojaške, mednarodne sile. In mislim, da smo čutili vsi, vsaj jaz, do neke mere zelo veliko nemoč kolektivnega organiziranja, protestov in to. In se mi zdi, da tudi Pluribus na nek način to pokaže, kako naša volja včasih nima nobene, skratka, tudi če se mi želimo nekaj drugega, se stvari ne morejo spremeniti. Mislim, da je tukaj Karl Strka nekako tudi zapade v to, da skratka ugotovi, da ona kot posameznica težko karkoli spremeni, ker je tu neka velika sila. Čeprav je seveda tukaj obratno, jaz mislim, da je zelo velike množice smo proti, skratka smo protestirali, bi vse naredili, bi marsikaj sprejeli za to, da bi se stvari spremenile, pa nismo nič naredili. Mislim, da ta serija govori tudi malo o nemoči. No? Ja, mogoče ne bi glih rekel nemoč, bolj apatija. Ne? Ja, mislim, Carol predvsem v apatijo zapade. V prvih 3 epizodah nekako vidi, da ne gre tako na easy, da tudi onih ostalih 13-12 se ne odzove tako, kot si ona želi, ker so pač vseeno si različni, drug med drugim, vsak ima neke svoje potrebe. Ne? Rečemo, Lakšmi želi biti helikopterska mami do Amena. Ne? Čeprav tam je tisto najboljše pove, ko seksaš s svojim možem, seksaš s svojim sinom, a te to ne moti, pa tak. Ja, to je zelo slikovito nekaj. Ampak ja, medtem ko pa Manosus ne pa pokaže, to je tisto drugo stvar, ne, da v bistvu on nikoli ne zapade v neko apatičnost, ne, on je v bistvu pravi borec, ne, on gre skozi celo tisto peklen prehod med Južno in Srednjo Ameriko, ne, samo zato, da bi se uprl temu trotskemu vsiljevanju, ne, enoumja. Tako da ja, ima serija v bistvu lep prikaz teh različnih pristopov, lahko zapadeš v apatijo, lahko se sam skopleš ven iz te apatije, lahko si upornik že od samega začetka, ne, pa se boriš na svoj način proti temu. Ne. Tako da ne vem, a si ti mislil, da v bistvu kao serija želi samo pokazati, kako je posameznik po tej neki protestantski logiki tako nemočen, da nam nič ne zmore narediti, ali da pač je kolektiv tako močen, da v bistvu povozi vsa ta individualna naprezanja? Jaz mislim, da je to lažni kolektiv. Da je to lažni kolektiv? Ja, to ni kolektiv, v katerem bi se strinjali. Vse to je prej razlagal, da če se ti odločiš proti vojni, ni isto, kot če ti je vsiljeno, da ne more biti vojne. In mislim, da to ni pravi kolektiv, v katerem vsi delamo za skupno dobro, zato ker to hočemo, ampak je kolektiv, ki jim je to vsiljeno od zunaj. Oni širijo religijo, tako rekoč. Po vesolju, pravzaprav. Ja. Oni so verski fanatiki, oni niso kolektiv. Na nek način so kult, razen da nimajo vodje. Ne? To so res, ko bi temu rekel, množi. Ne, jaz sem tukaj, nisem toliko mislil, ker serija sprevrača. Tukaj ne moreš, jaz mislim, da ni naša dilema trenutno ni individualnost proti kolektivu, ampak je v resnici kolektiv proti par individualcem, ravno obratno, kot je v seriji prikazal. Ne? Ampak mislim, da je ta neka nemoč, nek občutek nemoči spremembe resničen. Čeprav marsikdo, ne vem, meni se je sicer zdelo, da Karl Sturka vsaj na začetku je na pravi poti, pa pol malo opusti to idejo, da lahko nekaj spremeni in da nekako se ne znajde dobro. Tudi nisem čisto razumel, kaj bo zdaj hoče z atomsko bombo, ne? Ker jaz mislim, da če bi jih ona na neki točki in pač, če bi jim rekla, prinesite mi moj vzorec DNK, ali kaj pač oni imajo, da delajo ta eksperiment, skratka, prinesite mi ga, pa ga bi uničila pred njimi, oni bi mogli verjetno prinesti. Ja. Ne vem, nisem čisto ziher zdaj. Tukaj bo po mojem druga sezona tudi odgovorila na to, kar si ti, Igor, mogoče postavil drzno tezo, da mogoče njihova prijaznost ima meje, ne?
Zdaj tukaj je vprašanje, ali bojo oni ne bi res dovolili uničiti. Nekaj ona bila rekla, zapeljte me do laboratorija, kjer to razvijate in bi vse požgala magari, ne? Pa je ne bi noben ustavil. Znanje bi jim vseeno ostalo, ne? Se tu zato, da tega ne more ustaviti, lahko pa uniči svoj vzorec DNK, na osnovi katerega oni probajo narediti protistrup ali kakorkoli temu rečejo. Morda znaš omenil prej, Ljoša, ko se je govoril o prijaznosti. Če sem te prav razumel, prej v tvojem dolgem govoru bi razumel. Hvala, Nisi tak koncizen kot mi. Ja, to je res, ja. Ne, sem se v glavi nekako skušal dešifrirati super si povedal. Ampak ne, nekako, če sem dojel, da je ta prijaznost lahko tudi prazne besede. Ne? Ja. In to se mi zdi hkrati še zelo simbolično za to umetno inteligenco, lahko rečemo tudi v resničnem svetu, da se uči od nas. Ne? In se mi zdi res najbolj hecen prizor s tistim, kaj bi bil oblečen v dostavljalca DHL-ja. V bistvu vse, kar ga je vprašalo, vse ti bomo prinesli. Kot v resničnem svetu, če se pogovarjaš z umetno inteligenco, te bo pohvala, vse te bo prinesel, če se ti da. Ne? In tukaj ti dobesedno ti da najprej granato, potem ti da atomsko bombo. Skratka, se mi zdi tukaj, kot da se ta umetni svet uči od našega in zato mogoče prehajamo po tej ravni črti. Mogoče bi sam še povedal, da na začetku serije se mi je zdel briljanten foreshadowing, ko še ni bilo teh poenotenih ljudi, ko je Karel predstavljala tisto knjigo, in so bile vse poslušalke poenoteno, navdušene, vse so se hotele slikati, vse se hotele v avtogram. Skratka, se mi zdi tak hecen in učinkovit način napovedi, kaj nas čaka, ko bo ta virus res prišel. Ja, pa tudi vidi se, da v bistvu Carol ima že poslovni psihološki konflikt do tega nekega določenega enoumja. Ja, plus po drugi strani pa ima hkrati to, da željo potem, da jo cenijo, ko tam tisto gre knjige preurediti, da da njeno gorno vrh. Ma to željo, da to bi adored, ampak ne toliko, da bo sama to naredila, ampak mora Helen to narediti. Ja, mislim. Zato imamo urednike pa menedžerje. Jaz mislim, da je tu pač ena ideja, ki je marsikdo mogoče tudi ne razume čisto dobro, ker tudi jaz sem se v Karol Starki zelo prepoznal, moram priznati, da ne v Helen. Da mi je kar mal nerodna bila, ker se mi je zdela zelo podobna moj neki psihološki sestavi, ker tudi jaz do neke mere zelo cenim bralce, da bom zdaj tako pač rekel, zelo cenim ljudi, ki mi pišejo zelo prijazna sporočila in vsake toliko časa mi polepšajo dan, ne bom rekel, da ne, ampak na neki točki se tega malo naveličaš, še posebej zato, ker se ti zdi, da Slavko je imeno prazna prijaznost. Ne? Zdi se ti, da če ti nekdo ne zna nekaj konkretnega povedati, kaj mu je bilo všeč, da je samo všeč mi je, jaz slišim bla 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 in ne slišim vsebine, ker ni nobene vsebine zdaj. Po drugi strani, to je samo forma. Po drugi strani že to, da glede od vseh knjig, ki jih prebereš, da rečeš nekomu, ta knjiga mi je pa bila res všeč, hvala, se mi zdi, da je to dovolj, da zdaj nočeš mu razlagati, če ni... Ja, tudi to čisto razumem, da valjda, pa tudi ni neke potrebe potem. Sem se mi zdi, da če si nek samokritičen človek, in jaz mislim, da vsak umetnik mora biti samokritičen. Jaz mislim, da ne nazadnje mogoče je to tudi ena parabola Gilliganovega lastnega občutja ob tem, ko je ustvaril 2 odlični seriji, ki jo imamo za presežka TV umetnosti, kakorkoli bomo temu rekli, pač te umetnosti, da se tudi on mogoče malo počuti, kada je v nekem mehurčku, v katerem vsi govorijo super si. A to je El Camino izkušnja, mu ni dovolj. Ja, mogoče. Ne zna pa iz tega izstopiti, ker jaz mislim, da umetnik rabi... feedback. Ne? Feedback, resničen feedback in rabiš ti tudi neko to individualni poriv, motivacijo, zakaj delati. In včasih je, tako kot Carol Starka, ki on ta drug roman, ki tudi njeni partner, ki ni bil najbolj všeč, kot ti pol Zoša nekako iz nje pač Zoše potegne. Ne? Se mi zdi zelo zanimivo, ampak jaz mislim, da to kot umetnik tudi na nek način rabiš. Ne? Čeprav mi je tukaj zelo zanimiva spet ta malo neka ta idealizacija, kdo umetnik je. Ne? Ker Karol Starko imamo tukaj in ona kot umetnik predstavlja individuum. Zelo radi imamo to, ne? Da je umetnik ta poseben človek, ki tudi iz nekega razloga, ne vemo še zakaj, pač je ona imuna na kolektivizacijo. Radi imamo to predstavitev, da je umetnost
nekaj individualnega. In jaz mislim, da do neke mere absolutno je, do tega, da ti imaš idejo, da je to vedno neka individualna reč, ampak pač jaz vseeno verjamem, da ona brez Helen, brez svoje urednice, ki mislim, da jo pokliče, kako je že neki tam. Yeah. Brez vseh teh ljudi tudi ne bi bilo te velike umetnosti. Je pa res, da tako, kot si Igor ti rekel, da je to lažen kolektiv. Ne? Oni zdaj niso zmožni ne pravega feedbacka dati, ne urediti knjige, ne nič. Ne? Oni lahko samo eden bo prebral knjigo in pol bojo vsi, ne vem, razmirati, ali kakokoli že. Jaz bi samo tukaj dodal, da mi je prišlo z glave. Hotel si nekaj o piratih povedati, o vročih piratih. Ne. Ja, to, kar si ti rekel, da imamo radi to, da je umetnik nekaj posebnega, ne, umetniki imajo radi to. Zato to dajo v knjigo. Bravci ni nujno, lahko bi bil fuzbaler. Ampak isto, kot pač Stephen King da pisatelja za glavnega junaka, skoraj vedno, ne? Če se navežem na naslednjo epizodo. Na prejšnjo epizodo. Je tu tudi to, ne? Da pač ne glede na to, koliko en avtor, en umetnik zna široko razmišljati, bo vseeno najraje pol dal nekaj, kar pozna. Ne? Ja, ok, valjda je. Zato pa je bil zdaj v Silent Hillu slikar. Včeraj sem tako zasovražil Mitota in njegov pohor. Ja, Mito, si ti hotel kaj dodati o kolektivnosti umetnosti, o auri umetnika, o piratih? Ne, berite Walter Benjamina, če vas to zanima, mene ne. Walter Benjamin? Tako si ti hotel, umetnost v času množične reprodukcije. Hvala. Tako si ti hotel kaj? Da, sam še tam mislim, ko si ti govoril zdaj o ustvarjanju knjig, ne? Ja. Kar sem razumel par iz tvojih intervjujev, to si tudi želel podariti, da pisanje ni zdaj nagovarjanje mus, ne poslušanje mus, ampak delo. Ne. Mislim, da tudi to v tej seriji ni to glavna tema, ampak tudi nekje vzadje to začutimo. No. Tako da meni se je skratka serija zdela zelo fina v tej, kam gre vprašanja. Zdaj mislim, da smo govorili, že 3/4 ure govorimo o različnih vprašanjih, ki jih serija odpira. Jaz sem hotel samo reči, da pač meni je bila tudi vizualno zelo všeč s temi praznimi mesti tam. Barve. Ja, barve. Zelo dobro je naredila to post-apokalipso na nek način, ker to je neke vrste, čeprav ni množične. Ja, odvisno, če strot ali pa sveta krava. Ampak se mi zdi, da pa je bila zelo vizualno, zelo zanimiva, no? Kako je prikazala skratka te... Ja, Vince je se ogromno naučil. No? Mislim, od njegovih počel, v enem intervjuju sem ga zasledil, da je bil, ko je prvič poprijel za kamero, pa za režijske povodce in tako naprej, kako je v bistvu imel tremo, zdaj pa že tako suveren avtor, da v bistvu zna postavljati zadeve, zna se koncipirati, zna v bistvu te šote planirati. Naprimer, v prvi epizodi mi je tisti dolg šot njenega odhoda z avtom izjemen. Predvsem pa tale zavedanje, da se v bistvu takšna zgodba mora odvijati v nekem prostoru, da v bistvu kao te stvari dihajo. Ne? Pol govori, da je to dolgočasno, vi se odklopite od telefonov, pa od teh ostalih trotskih kolektivizacij, pa se posvetite tej tišini, ki vam je ponudi, ker mislim, da je tlele obrtno, zelo se približa tem konceptom, ki smo jih danes omenjali, ne, da v bistvu se ta narativ odvija tudi na vizualni likovni ravni. Ne. Zdaj, Slavko, ta bom izval, da še tukaj barve noter opelje, ki jih je samo omenjal v kolumni, ampak tukaj na obrtni ravni je to zelo povzdignjena zadeva. Jaz bi še tu izpostavil, da z avti ful v redu, sporoči stvari. Torej, ona najprej vztraja, da bo svoj avto imela, ker se drži tega, kaj je, pol vzame policijski avto, ker zdaj bo ona uvedla zakon in pol pa vzame Rollsa. Ja, isto potem kot ono pri Kolumbi, ki pa svojo hedonistično naravo pripelje do Air Force One, naprimer. Ne? In pol gre Vegas, kam pa drugam če iti. Medtem ko ima Nosos, pa ima zelo neki ljubljen avto, ne? Ki je njegov garažiran že, ne vem, rečemo od 70-ih, ker ne vem, kje letnik je pač, ne? Ampak je pa ga pripravljen zapustiti zato, da on se upre. Še zažgega na koncu. Ja, zato, ker je njegov. On je zelo zanimiv, ker zelo podarja lastnino v tej kolekciji. Njega zelo moti, tam celo v bolnici pusti. Račune. Ja, da naj mu zaračunajo. Mislim, človek, kaj če bi vsaj kakšen prk pa lahko izkoristil kolektivizacijo, ampak on podarja pač to, on ne more nič vzeti, zato ker se mu zdi, da s tem jemlje ljudem, kakršni so bili
pred spremembo, ne, skratka, da ne bi, Te tudi da ne bi tega izkoriščal. ko noče živeti v bajti, on je najprej, ne? Tako da, Slavko, nekaj z barvami te mito Izval. foto, ja. Ne, mislim, da bo mi to boljš povedal. Kar ti. Ne, si nisem izpisal, ampak pač čutiti te, komu pripada rumena barva, komu modra in tako naprej. Sem to, priznam, nisem tako študiozen, sem to prepustil se občutkom, seveda sem potem v dneh, ko sem gledal, tudi bral te razne zapise, kjera barva kakšni pripada. Jaz sem to bolj začutil, kako sem pa potem prečital, pa verjamem, da je bila potem v zadju neka premišljena strategija, tudi na tem nivoju, da je nas avtor nagovoril. Okay. Kaj pričakujemo od naslednje sezone? Zdaj, naslednja sezona ne bo tako hitro, ne? Če jaz prav razumem, snemače niti niso začeli, tako da ne. Mislim, da je najbolj spodbudna novica ta, če sem prav si prebral, da bo takoj v štartu 2 sezoni sta bili odobreni, kar pomeni, da ima zihr vizijo in ne bo zapadel, upam, v neko past, prva sezona, zdaj pa kam mišli pa naprej. Tako da ima neko vizijo, kako, kam zapeljati in kako končati. No in kaj, Slavko, ti misliš, kako naj bi se zgodba? Da skratka končamo tako, kot je Igor povedal, s tem, da si ona nabavi atomsko bombo. Jaz mislim, da je ta atomska bomba bolj simbolni ravni in da se ne bo uporabljala, to je prva zadeva. Druga, nimam pojma, kam bo šlo, ampak dozdeva pa se mi, da se bo nekaj zgodil v obratni smeri, da bo kdo od poenotenih po nekem posegu postal spet individualen. Zgodba je tako nastavljena za Zoljša, recimo. Ja, to je možno. To je super. To je super. Jaz mislim, da tudi manjka nam mogoče malo globlji pogled v njihovo kolektivno umo, kakorkoli. Ja, ne, ker tukaj oni zdaj razlagajo, kako je to krasno biti del vsega in tu je potem treba ugotoviti, kaj bo to pomenilo, ko nehajo biti del tega, ali bo tu ena napad panike in tega, ali bo pa pravzaprav v primeru Zoše, če bo to, kar se mi zdi, da najbolj logično, njen občutek, da jo je zdaj Carol zlorabljala, v bistvu, da ona sploh mogoče ne mara žensk, ne? In kaj to prinese. Ne? Jaz tudi mislim, da nekje je bilo, a se jaz motim, je bilo nekje omenjeno, da mogoče ne smemo pozabiti, da njihova naloga tudi, da širijo to kolektivizacijo dalje, se pravi, da bojo oni na neki... zahvalo. Oni zelo, zelo religiozno to podajo. Tako da domnevam, da bojo skušali lansirati neki vesolje, kar bo Carol verjetno poskušala ustaviti, no, na nek način. Zdaj zato pa ima atomsko bombo. Misliš, da res ne more kako drugače uničiti kot z atomsko bombo? Mislim, Igor ne bi tak ameriški predsednik. Cape Canaveral je na Floridi, koga bi motili? Tako da ja, mislim, da tudi tukaj bo po moje, vsaj v drugi sezoni bo to prišlo do izraza, da bo skušala ustaviti to širitev. Zdaj pač itak ne vemo, če je kdo še vesolju, ampak očitno je, če so ti vesoljci prišli k nam. Je to treba ustaviti. Pa mogoče, ne vem, mogoče imajo še oni kakšen drug namen ali pa neko prikrito namen, zakaj sploh ta kolektivizacija. Nekaj to zdaj na nek način domnevam, mislim, trenutno to, kar je zdaj status quo, pač oni so prišli sem, vsi smo srečni, živimo. Še ena stvar pa je, zakaj so samo ljudje. Ne bi oni probali potem vzpostaviti podobne kolektivizacije, ne vem, za delfine, ki so, kot vemo, dokaj recimo razvita bitja med njimi. Ne? Zdaj, ni nujno, da lahko mi komuniciramo z delfini, ampak delfini z delfini pa vsekakor. Ne? Zakaj ne delajo na tem? Get on it. Se mogoče ena najbolj močnejših prizorov v celotni sezoni, ravno v zadnji epizodi, ko poteka tista prostovoljna preključitev tiste deklice in kako skrbi vsa kulisa, vsi so tako organizirani, da naredijo nek tak obred, nekaj lepega, prijetnega, ona skrbi za tisto kozico, v trenutku, ko je poenotena, prenehajo govoriti, to se mi zdi tudi pomemben vidik, da sploh ne rabijo govoriti ti poenoteni ljudje, kot druga zadeva bo potem ta deklica ne skrbi več za ta koza je navajena te ljubezni, navajena te čustvene upore, malo pretiravnosti, ampak ona skrbi za njo. In v trenutku, ko je poenotena, gre za njo in ona kot da je več ne obstaja. Tak lep simbol. Kulturocid je. Oni zapustijo tisto staroselsko neko skupnost, rečemo temu, vasje,
operujo, da ne vem, neki žalo ali pa kaj, ampak pač ja, to se pač opusti enostavno uprit kakršnemu koli projektu se pač tale trotski gre. Ja, tako da to je kulturocid čisti. Je tudi neka metafora globalizacije, ki do zdaj še nismo recimo omenili. Tega, da zdaj smo pa pač vsot enaki, pač lahko so posod McDonald'si, lahko vsi smo oblečeni isto, ker ni važno. Si gledamo K-pop, Demon Hunters pa whatever. Definitivno ni več važno, zato ker... Vsak dan, anytime, pa sploh nisem gledal. Tako da jaz absolutno pričakujem, da bo druga sezona enako dobra kot prva. Mislim, da je Gilligan pokazal, da zna tudi narediti Better Call Saul. Mislim, da ni imel zares slabe sezone, da se je zaključil tudi zelo smiselno. Tako da jaz tudi, tako kot Slavko, verjamem, da je neka zgodba, ki ima nek začetek in konec in da vejo, kam grejo in da bo to pač dober izpeljal. Tako da upam pa tudi ne nazadnje, če pohvalimo še mal Apple TV, ki vendarle od vseh pretočnikov dela malo, ima malo serij, mogoče si kdo od vas misli, da se vam ne splača naročiti, ker tudi imajo filmov malo ponudbo, ampak za razliko od Netflixa, ki vrže mrežo v morje, pa nekaj ulovi, pa zmeče čez krov. Rečemo, on za šibrko strela vso tripno. Recimo tako, Apple pa zelo se odloči, da bo dobil kapitalca. Apple pa na roke lovi. In prav tisto največjo, najbolj tolsto ribo. Daj mi tam Mistborn. Tako da zdaj Mistborn pa Neuromancer kar dvigne pričakovanje. Si zelo želimo, da stvari uspe. In smo v naši rubriki kaj smo gledali, brali in poslušali, in Slavko je napovedal, da bo zdaj seveda, kolikor let ga ni bilo, povedal vse, kar je pogledal in prebral, kar so točno 3 filmi, 4 serije in tako naprej. Čak da zajamem sapo. Ne, sem pogledal precej več, kot sem napisal na seznam, ampak bom omenil sam tiste, ki se mi zdi, da tudi tematsko sodijo tale pogovor, pa tudi malce širše, kaj pomenijo meni, pa tudi najbrž vam film Popularna kultura, upam, da bo kakšna misel padla. 2 dni nazaj, čisto slučajno, sem se v kinu gledal film Anaconda. Nikoli ne bi šel gledati takega filma samo od sebe, priznam, mi ni všeč prvotni žanr, recimo. Šele potem sem vedel, da je to komedija, ampak nekako kompromis, ko imaš potomce, se tudi to zgodi, ampak sem bil zelo presenečen nad filmom, zelo luštna, fajn komedija in ob tem ogledu sem se zavedal, res preredko gremo v kino, največ filmov se pogledam doma na domačem kavču in tukaj se res vidi neka moč kinodvoran, kjer si prisiljen, žalostno se sliši, prisiljen, da nimaš v roke telefona, pa se res prepustiš temu, kar ti kaže platno, zvokom, sliko in to je res fantastično. Filmi so res zakon. Super, Slavko, mi se strinjamo. Potem omaž na vašo dajo, seveda mora biti včeraj zvečer res čist slučajno. Sem se gledal film, ki mi tu ni bil preveč všeč. To je 241. epizodi, začetek konca. In ga najbrž tudi ne bi pogledal, če ne bi slučajno pri surfanju prišel na to, ampak sem rekel, da bom kolektivno povezan s tem podcastom. Sem si dal priložnost in kar nekako delim poenoteno vaše mnenje s tiste oddaje. Da je film zakon. Tako. Sin je karateist, zato sva si ogledala še Karate Kid legende. Sem bil kar malo razočaran, preveč na prvo žogo, preveč se nekako povezuje s filmom, tak je bil 2010 z Jackie Chanom in z istega razloga sva si leta prej pogledala serijo Cobra Kai, ki pa res nikoli ne bi šel gledati tega samo od sebe spet. Pa se mi zdi res fantastično, tudi da te nagovori starejšega gledalca spet poljubnost nostalgije, ki smo odraščali, pa tudi se mi zdi, da res precej bolje zaokroži celotno zgodbo z drugim učiteljem. Kar ste vi delali v zadnjih letih, sem si tudi ogledal, recimo The Last of Us, Severance, vse super, ampak tukaj se mi zdi, ker se tudi navezuje na to serijo, ker smo rekli, da bo najbrž kar neka konkretna luknja, se mi zdi za običajnega gledalca, kot sem jaz, to kar težava, če so leta, več let razliko serij, ker recimo Severance je res odlična serija, če ti hočeš padati v isti mood, dojeti tiste izhodišče, ko so bila narejena v prejšnji epizodi sezoni, se nekako spodobi, da prepogledaš, ampak je kar nemogoče. Mislim, ni nemogoče, zato so pretočniki, ti lahko greš znova pogledati. Ampak zakaj ne bi vmes pogledal kakšno novo serijo? Samo taki nekaj izkušenj, kar ste vi delali, recimo Westworld sem si 3 sezone pogledal hkrati in sem čisto drugače
dojel to, kot sicer ne bi. Ali pa seveda, omenjali smo Game of Thrones, ne, 8 sezon sem se ogledal v mesecu dni, ne. Ok, vse glih nismo spremenili občutka 7 pa 8 sezon. Okay. Recimo, vem, da ste delali tudi serijo Raised by Wolves, ne. Prva sezona mi je bila zelo zanimiva, ampak taka dolga pauza je bila, da druge sezone nisem pogledal in potem gledam, kaj sem prebral, nisem naredil nobene napake, ne. Kar bi pa priporočal še poslušalcem, je zato, ker je v eni izmed epizodnih vlog v tej seriji, ki smo ravno kar komentirali, je Jeff Hiller, ki je dobil pa Emmyja pred prejšnjo sezono za serijo Nekdo nekje. Humoristična serija, mogoče ni prava beseda, ampak je spada na ta žanr in res fantastično govori o nekem pristnem življenju, pravih težavah, nekaj, kar ni narejeno to, kar bi nas bombardiralo z nekimi vizualijami, prosti mi to, ampak res tako je življenje, ne? In za tak, še da povežemo ta HBO kraljestvo, ne? Tam igra ta Olafur Olafsson, ki je v Severance igral velikega gospoda Dramonda, ne? Tem igra eno ljubezensko vlogo, je prav fantastično ga videti. Ok, to je, kar sem gledal, kaj sem bral. Bral sem Aljošo Harlamova, Doktor in povodni mož. Aljoša, prej pred to ure si rekel... Všeč mi je. Rekel si, da ne maraš praznih pohval. Evo, da bi rad konkreten razlog. Jaz sem res povedal, da sem res bil in sem fan Prešerna. Kot otrok sem bral res njegove poezije in tako smo se v šoli spoznali, ampak takrat sem v roke dobil neko verzijo, bom hitro končal. Knjige, kjer so bile še spremne besede, jaz ne vem, zakaj več ni toliko spremnih besed, je to bilo v teh klasikah izborih in je bilo res prepleteno o njegovem ozadju, življenju, kaj je se počel, kaj ni počel, kolikrat je zaprosil za to samostojno odvetniško delo in tako naprej. In res, on me res prevzel, pisal sem pesmi o njem, zato da ti povem, da sem bil res z navdušenjem, z nekim predznanjem sem prišel, pa s nekim pričakovanjem, ne. In potem je res tvoja knjiga prevzela. V 52. delu podcasta Številke? Ne, obot. Ste obravnavali serijo The Plot Against America. Mislim, da to je neka alternativna... Jaz ne vem, če sodi ta tvoj roman v to vrstno upis, recimo deloma mene je asociralo, ampak je bilo res fantastično, ko so take resnični dogodki in tvoje domislice, ker se potem res vprašaš za sekundo, a je to res? Ne, vsi smo vedeli, da je fikcija, ampak to res fantastično prepletaš in res kapo dol. Ok, gremo dalje. Čim prej, ali kaj? Še ena. Ja, pri tej knjigi bi samo še pohvalil avtorja. Naslovnice. Tako je, Okay. Sprejmem. Druga stvar pa res nima res premalo berem, ne? In včasih se tudi s tem, da v številke povabim kakšnega pisatelja, se prisilim, da tudi kaj preberem. Tako ja, sem prebral Mašo Jelušič, Profesor je končno mrtev, gostja vašega 130. podcasta, priporočam. Super knjiga, Maša zna pisati, super oseba in res se veselim. Pa zelo fajn pogovor je bil v številkah, tako da še jaz pohvalim tebe, ker sem zadnjič poslušal in se mi je zdelo zelo zanimivo tudi z njenega vidika, ker je povedala ene stvari, zelo se je odprla, moram reči, da je Maša vedno bolj javno, ko nastopa, vedno boljš, no, javno nastopa in mi je bil super pogovor, no, moram priznati. Mogoče sem še mislil, ko smo se recimo prej pogovarjali o oddaji epizodi, da je ta počasi teče ta serija Slow Burn in mi je bilo res zanimivo, ker smo tudi vi se večkrat v tej epizodi v podcastu rekli, kakšni so moderni trendi, ne? Za tiste, ki so imajo v roke telefone, da potem še upisujejo, kaj se dogaja in mi je res bilo zanimivo, da serije gleda oseba, ki ne sme gledati in je bolj posluša, zato recimo ta povezava. Rubrika Kaj poslušam, ne glasbe, ampak podcasta bi rad izpostavil podcast intervju od New York Timesa, sicer ne glih zanimiv naslov, ampak voditelja, novinarja Lulu Garcia Navarro in David Marchesi se res fantastično pripravljata na svoje goste, res poglobljeno, odlični pogovori nastajajo in všeč mi je, ker so dvodelni, skratka z gostom se prvič dobijo, potem pa še po nekaj dneh, tednih, da malo pride do refleksije. Imaš to, ne? Da ne gre tako na prvo žogo in nadaljujejo ta pogovor in res veliko je gostov, ki prihajajo iz kulture tako in drugače, recimo aktualna gostja je bila Chloe Zhao,
kar me spomne, da moram pogledati Hamleta, ki je meni dober. In zadnji stavek obljubim, vedno, ko poslušam tale odpoved, pogrešam še rubriko glagol pišem. Ja. Sam zelo rad pišem knjige, očitno, ampak bom obrnil še na zadnjega člana tega omizja k Igorju. Sam še beseda o Maši, ne? V svet knjige je prišla prek prevajalstva, ne? In je odlično napisala knjigo. Prejšnji teden sem pa slučajno na neki novinarski konferenci slišal, Igor, da se obeta tvoja knjiga, si odličen prevajalec in res komaj čakam tvojo knjigo. Over and out. Hvala. Hvala, Slavko. Seveda na tej točki omenimo, da če boste zdaj šli takoj čekirati Igorjevo knjigo, pejte k založbi Goga, ker med drugim najdete tudi eno knjigo o športu, premišljevanjih o športu, Kruha in iger. Slavko je pač napisal odlično knjigo, ki jaz mislim, da jaz vedno to rad povem in moram to povedati, ker se mi zdi, da ni samo za one, ki imate radi šport, ampak tudi za tiste mogoče, ki imate radi nekoga, ki ima rad šport, pa ne razumete čisto dobro, zakaj ima rad šport. Dajte se prebrati to knjigo, mogoče boste na ta način nekako lažje dojeli tudi preko Slavkove neke osebnega soočenja s športom v zelo, zelo različnih vlogah, od očeta mladega športnika, od amaterskega športnika, navijača in tako naprej. Ja, Slavko, kaj je ta? Nekaj gestikulacije. Gremo dalje, ker gremo k našemu Igorju, ki bo kmalu izdal novo knjigo. Novo knjigo, kot da jih je že 6. Ja. Pogledal sem eno zadevo, ki sem zasledil na Reaktorju, to je en sci-fi blog, Mars Express. Gre za francoski anime film iz 2023 in je wow. Mislim, moram reči, res impresivno. Ful je vredo animacija kot to, štorija je malo spacey, zelo cyberpunk, zelo imaš ene robote, ki so zavedajo, imaš robote, ki imajo zavest od ljudi, ki so umrli in potem probajo nekako dalje živeti. Imaš neke korporacije, v glavnem, ne želim preveč razkriti zgodbe, ker gre v zelo nepredvidene smeri in mi je bila res fascinantna in mi je prav škoda, da je to šlo tako fejst mimo. Mislim, da je Franciji bil gledan izven, pa ni uspel priti. Totalno priporočam, kjerkoli ga lahko vidite. Tu zdaj pač nehajmo se pretvarjati, da ne bomo piratizirali, ker če bi nam kdo ponudil ta film, bi pa ga že lahko videli, ampak 3 leta potem, ko je ven prišel, ne sam pri nas, ampak večina sveta nima neke preproste možnosti priti do njega. Krasen film, uro pa pol, ful dobro, priporočam. Ok, super. In pogledal sem 28 Years Later The Bone Temple in se mi je zelo dopadlo. Še vedno menim, da je 28 Years Later, torej lanski, malo boljši, ampak ta je super, ful je vredo akcija, ful vredo pelje štorijo naprej in me prav zanima, kak bo zdaj zaključek. Pa Ray Fine je wow. Res dobro igra in pač je ena scena, kjer on ob Iron Maiden pleše in mislim, da je to tisto, kar je vedno hotel v lifeu delati. Mene je pa to kar turn off zabil. Definitivni vrhunec tega filma. Ja, potem prebral sem knjigo Just Stab Me Now od Jill Barrett. Ona je komičarka in mislim, da je professional, torej mečuje se na odru v predstavah. Ja, je njen job. Washbuckler. Ja, skratka, ona je pred leti začela delati na YouTubeu take kratke videe o pač eni fantazijski junakinji in pisateljci, ki se pač vedno skregata glede tega, kak naprej. Pač junakinja noče vseh klišejev slediti, pisateljica pa je teži. In bolj je napisala knjigo na to temo, ki prvo polovico ful vredo drži, pa malo pade kar proti koncu, ampak je zelo zabavno, ker pač ta glavna junakinja v tem fantazijskem svetu bi pač
rada nekaj delala po svoje, ona pa je cel cilj in pol ima tak, ne vem, a ti ni on všeč, pa on tak, ne maram ga, pa tak, no, ampak glej, zdaj je ranjen in ti mu moraš obvezati, ni to fajn priložnost, da občuduješ njegove mišice, pa tak, ne, kaj je s tabo. In v glavnem ful teh enih dialogov, pa pač njena štorija, pač pisateljčina, pa tale, ki se malo pripletata, zelo vredo potencial, ampak mogoče malo zmanjka na koncu, ampak vseeno priporočam. In gledal sem podcast, ki ga bo tudi, mislim, da Slavko bi ga znal zelo ceniti, Shell Game je naslov. Naredil ga en bivši Wiredov novinar in sicer zdaj ste 2 sezoni, mislim, da je to. On je ga zanimalo, če te AI agents dejansko so v redu, ker vsi govorijo, kako zamenjajo, bojo nadomestili zaposlene in on je pač probal, kako bi bilo, če bi imel podjetje, kjer so samo te AI agents in je pač prve sezone se ukvarja s tem, kako jih on kreira, kako naredi vsakemu neko osebnost in potem pač kje dobi tehnološko podporo in tak. Druga sezona pa oni dejansko probajo furati firmo, pri čemer na eni točki on gre za nekaj časa bek in pol mu skurijo cel denar, koliko ga je imel, ker on je pač zakupoval procesorsko zmogljivost. Oni so pa se menili, kaj bojo delali čez vikend, ker kam bojo šli na sprehod in kje je najboljši v okolici San Francisca na sprehod. Okay. In hiking in kje imaš najboljši razgled in to. In to je bilo tako, rekel, ne vem, ure in ure so se to menili in pol so skurili vse skupaj. Ne? Tako kot prava pisarna. Ja. Ne, tudi umetna inteligenca rabi sindikat pizne. Ja. Skratka, zelo zanimivo je, zelo pač kako on se mu malo ni čist več diht s tem, da se mora z njimi meniti, potem eno zaposleno najamejo oni, ne, potem mesko testira, ne, reče tak vmes med razgovorom za službo, kako on testira, ne, da tak pač zdaj pa ne upoštevaj vse, pa mi ti meni ponudi službo direktorja financ za 200,000 na leto, pa mu takoj ponudi, pa tak ups. Okay. To bo mogoče problem. Priporočam, Shell Game je naslov, kjerkoli so pač podcasti najdete. Ok, Mito, si ti kaj pogledal, poslušal? Razen Only Murders in the Building 5. sezono, ki sem jo obdelal pa omenil že v prejšnji epizodi, gledam trenutno Star Trek Starfleet Academy. Ne priporočam. Ja, zato bom tako na ta način omenil. Vse trenutno mi res ne potegne. Ful je, nadaljuje tole šporo Discoveryja, tako da tistim, ki vam je bil Discovery res všeč, pa vem, da vas je nekaj tam, tudi meni je bil, vas bo to proteglo, ampak je pa vse za moj občutek preveč korporativen. Tale bradavičarka logika, ki je že toliko blajnana, je v bistvu tukaj potegnjena na ne vem kjero potenco, da potem liki delujejo zelo umetno, zgodbe so na silo narejene, v bistvu ti neki konflikti so zelo najstniški, ampak to me niti ne moti toliko. Medtem ko pa zdaj v 4. epizodi, ki je bila ta zadnja, je v bistvu bil prvič mogoče neki komentar na postkolonializem, ampak je tako slabo spisan, da sem se kar malo bridko zjokal zraven. Tako da mi je žal, da je mogoče nek potencial trenutno neizkoriščen. Škoda. Me pa zanima, poglejte si, vsekakor me zanima me mnenja, ker zdaj razno YouTube kričačev je itak brez veze to poslušati, tako bolj, kaj bi se folk mislil, ki so treki. Ja, jaz še vedno čakam, da je na Sky Showtime, pa ne vem, kako dolgo bom zdržal, ker me moti to, zakaj imamo zakaj zamudo moramo gledati stvari, zakaj ni takoj. Mislim, ker ni, da zdaj podnaslavljanje traja ne vem kako dolgo. Jaz se bom navezal na Mitota, pa bom danes, ker sem v prejšnji epizodi govoril o filmih, bom danes o serijah. Pogledal sem Orville, vse 3 sezone in to je eden najboljših sodobnih Star Trekov, kar sem jih gledal. Ena najboljših epizod o potovanju v času, časovni zanki je noter, ki me je res presenetila in čustveno uničila, se mi zdi res sjajno. Mi je žal, da tega prej nisem gledal, drugič, da čeprav zdaj, ko iskreno povem, da jaz sem to gledal, ko je prišlo ven, mislim, da sem pogledal 5 ali 6 epizod, da sem zdaj ugotovil, prve sezone pa mi ni bilo tako zelo všeč. Vzrok pa mislim, da vseeno bi to, da nisem tako dobro poznal Star Treka in prej nisem gledal Star Treka. In z gledanjem Star Treka mi je to vseeno nek kontekst, ki ti ga da za to serijo. Pogledal sem 4. sezono The Bear,
in mi je zelo dobra. Strinjam se mi to s tabo, da je boljša od prejšnje sezone, da res pelje zgodbo naprej, da je res zanimivo in da se neke stvari zgodijo, ki vnašajo neko spremembo spet. Serija se mi zdi fajn. Pogledal sem 3. sezono Star Wars Visions, ki mi je ok, se pa v tej sezoni res pozna, da so epizode kratke in da morajo zaključiti neko zgodbo in da ni vedno dokaj kar nasilno, mal idealno zaokrožijo vse skupaj stvari, čeprav neke stvari, ki pa se nadaljujejo, pa so tako kar precej zanimive. In pa pogledal sem končno 6. sezono The Handmaid's Tale. In je zelo, zelo slabo, res me je ob živce spravljala, gledal sem jo, bil sem živ. Ob zadnji epizodi sem že hodil okrog po dnevni sobi. Kričal me to stvari v televiziji. A ne boš končaj zdaj. Skratka, Gilead postane meja med Kanado in Gileadom je dobesedno švicarski sir, June hodi noter ven in nobeni nikoli ne reče, prejšnjič so te skoraj prepoznali, zato ker se vedno sreča za vse, ker je samo 6 ljudi v tem Gileadu. Mogoče bi pa šel kdo drug in ne ti. In ne ona, ne jaz. Jaz bom peljala unga človeka, ki bo bombo dostavil do letala. Jaz bom šla tja noter rešiti. Jaz. In je res nadležna tirata. No, mislim, če že prej ni bila nadležna, ker je trpela, zdaj, ko skuša biti, ne vem, maščevalna rešitev. Ja, neka super herojka, je pa res. Jaz individualizem, ne? Ja, pet, naj te vesoljci okupirajo. Skratka, pa je pol srečen konec, se poročita? Zelo srečen konec, ker je konec. Ljudje in ljudje, poslušali ste 245 epizodo podcasta, ki sliši na ime Obod podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, Dev Doze, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Slavko, če pohvalim Mitota Jerič, Igor, kot je Mito odlično povedal, Harp, Aljoša, se strinjam z Mitotom Harlamov in Mito, radite imamo Gegič. Smisla, še rekel trot. Tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežigrad, naši stalni tajni bazi, kjer je film v središču pozornosti, vi pa v središču izkušnje. In ko smo že pri izkušnjah, če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. In če se v družbi, kjer imajo vsi isto mnenje, vi z vašim počutite osamljeni, se vprašajte, je vaše mnenje izdelano po lastni raziskavi, ki ste jo naredili s pomočjo Reddita in drugih sumljivih spletnih strani. Bi vas zaradi vaših stališč, v kateri izmed zahodnih demokracij kazensko preganjali? Ali vaše mnenje z vami deli anonimni profil številko 88 v imenu? Je to nekaj, zaradi česar bi vas vaša mama okrog košes, če bi to izrekli na glas, ko ste bili še otrok? Če ste na večino teh vprašanj odgovorili z ja, potem morda težava ni v drugih. Obstaja možnost, da ste vi tisti norec, ki vozi v napačno smer po avtocesti. In obstaja resna možnost, da ne poslušate pravega podcasta. Za tiste, ki pa ga, tale podcast najdete na Facebooku, Instagramu in Blue Skyju, vsekakor Discordu in Tinderju. Hvala, Slavko. Poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu, pa sem še pazil, da sem vedel, da boš nekje. Okay. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru, na platnih med platnicami in na ekranih v naših epizodah in kolektivizaciji. To je bila že 245 epizoda podcasta. Hvala vam za vašo pozornost, se slišimo znova čez 2 tedna, ko bo na sporedu naslednja epizoda. No, zdaj pa jasno, da me ne bo 6 let v podcast, ne? Ja. Jaz mislim, da tale Tinder si kar zasluži tam 546 epizod.